Nekdo mora voditi, tako kot pri plesu. Točno to. Ne morete dva plesati, pa oba voditi. Ja, in če ona ni sigurna, da boš ti vodil, pa mora ona prevzeti na zadevo. In to se dogaja zdaj, ne? Točno to se dogaja. To se dogaja tako širše, družbeno. Se mi zdi, da je ta arhetip te neke, niti ni arhetip, malo se hecam, te poslovne, močne ženske, ne? Malo lahko to pokomentirava, no? Ker v bistvu taka se pa do moškega, ki si rekel, ki bo penetriral, bo imela velike ščite proti temu, ne? Ker bo mislila, da bo s tem izgubila sebe, pa svojo esenco, pa da to ni prav, ne? Pa da smo res enaki v tem principu. Tako, v biznisu ona ne bo pustila, da bo nek moški penetriral tam verbalno na sestanku. Kar je prav, seveda, ne bo to prenesla domov med partnersko dinamiko, ki je pa drugačna. Mislim, kontroverzno je reči, da je drugačna, ampak jaz tako živim, pa tako verjamem. In vidim, da se to malo izgublja, da se malo meša, neka mineštra se kuha v družbi, ki za oba spola, obema spoloma povzroča bolečino. In mogoče celo več ženskam. Nočem pa kriviti nobenega spola, ker je to oboje povezano med sabo. Sam tako vidim pri tvojih postih doskrat, da ti v bistvu pišeš o stvarih, ki jih zdaj tudi govoriva, in vidim pol reakcije spodaj, da so tako zelo burne, pa zelo močne, zelo v drugo stran prepričane. In mogoče v tem malo, veš, itak bolite, pa trpiš v življenju samo zaradi svoje resnice, zaradi ničesar drugega. Ja, mislim, če nekaj prebereš, pa sproži v tebi neko bolečino, potem ni verjetno bila tista stvar, ki jo je sprožila kriva, ampak je bila pač bolečina že tebi, tista stvar jo je samo ven potegnila. In fajn je, če znaš potem iskati to bolečino nekje drugje. Se pravi, pač ta vzrok se skriva drugje, kot pa mi včasih mislimo, da je. Ampak lažje, ker ne prevzamemo odgovornosti, lažje potem rečemo, ti si to narobe napisal, ker mene zdaj to boli, ampak jaz sem dovoljen, da me to boli, ne tega več pisati, prosim, ker nimaš prav. Nimaš prav, ja. Ja, ni res. In normalno, ni res, za vse ni res, nikoli ne bo za vse res. Poudariti morava, da za to ni nihče kriv. Če lahko krivim, v narekovajih nekoga, je to pač ta družbeni sistem zdaj ta trenutek, ker je zelo močno patriarhalen že nekaj časa, čeprav meni se zdi, da se to pač nekako, da se sesuva. In da ženske, ki so bile toliko časa emancipirane, mislim, ki so bile pač zdaj postajajo pač malo emancipirane, ki so bile zatrte toliko časa, in je ta emancipacija pa feminizem naredil kar velik neke škode, če lahko temu rečem. In ne bom se opravičeval tistim, ki zdaj to pač, ki feminizem zagovarjajo, zaradi tega, ker stojim za tem, ker še vseeno mislim, da ženske hočejo tisto enakost z moškimi, ampak mi nikoli ne bomo enaki in prav je, da nismo enaki. Mi smo enako vredni, imamo enake vrednosti, mi smo enako pravni, po pravu smo enaki, ampak enaki pa ne bomo. Jaz sem moški in imam take karakteristike, ti ženska in imaš take karakteristike in škoda bi bilo, res tako škoda bi bilo, če bi midva zanikala te najne karakteristike, ker edin s tem midva lahko svoj največji dar svetu dava. Seveda dopuščam vse različice tega, dopuščam ženske, ki so popolnoma v moškem principu in bojo svoj dar na moški princip dajale. Imaš take ekstreme, da pač po svetu pogledaš, malo vidiš. Ampak še vseeno pa tako iz izkušenj vidim, da če pogledaš, tudi veliko žensk doživlja neke burnoute, veliko žensk doživlja to izgorelost. In to je posledica pretiranega bivanja v moškem principu, ko skušajo urejati vse na takšen način, ki ni v kontaktu, ni v flow z njihovo pravo žensko naravo. In skušajo delati nekaj, kar je dejansko skregano z njihovo naravo. Skušajo biti direktivne, skušajo imeti neko strukturo, nek smer, neko disciplino, neko doslednost, a njihovo telo, če ga pogledaš, je en cel flow. In one želijo pač biti, one hočejo rigidno nekako zapakirati svoje telo v neko moško prezenco, ker bojo one nekaj dosegli, nekaj dokazali, ker toliko in toliko let tega niso mogli delati in normalno, čist dobro je, da so se pač postavili ven, ampak pri tem zgubljajo tisto, za kar so one mogoče res pač na ta svet prišle ali pa poklicane, ne vem, če sem se prav izrazil. In zdaj, eno je, da pač ženska pri sebi to opazi in veliko žensk opazi, reče,
čutim, da sem pretirano v tej moški energiji, čutim, da sem preveč odrezava, da dajem navodila v službi, potem dajem tudi navodila doma svojemu možu. In zdaj, če mož ni naredil kakšnega dela na sebi, recimo, če se ne zna postaviti to svojo prisotnost v steber zaupanja, vase, v zavest, potem bo on to dovoljeval. In bo ona pač poleg tega, da kontrolira tam še 20, 10 ali pa 50 delavcev, sodelavcev, zaposlenih, bo ona kontrolira doma še svojega moža. Če pa mož to se zaveda, pa on takoj v trenutku, ko ona stopi skozi vrata, on mora vedeti, kako se ona počuti. In ji dati ali 5 minut časa, ali pa ji uleteti s takim čustvenim koktejlom nečesa, da ona reče, what the fuck, se je pa čisto. Da preseka on to. Da preseka čist, da se je ona mogla preseliti v svoje telo, ker ona živi v domeni energije. Ženska čuti, ona je tako kača čuti toploto, ženska čuti energijo. In če boš ti prišel z neko energijo, z neko nekaj naredil, boš presekal, jo boš ti iz glave, jo boš preselil v njeno telo. In takrat boš lahko dejansko zopet v ta princip njenjo spravil ženski in ti sam ga sebe držal v moškem principu. In ti bo hvaležna za to. Večinoma ti bo hvaležna. Jaz poznam veliko žensk, ki so bile zelo hvaležne za to, ko se jih iz tega njihovega razumskega načina delovanja pripeljal nazaj v njihovo telo, ker se one zelo, zelo dobro počutijo. Zelo dobro počutijo. In vsaka ženska, zato tudi ženske tako rade delajo te vodene meditacije, vodene sproščanje, recimo to, kar Tjaša zdaj dela, recimo. To je za ženske to balzam. Veš, dotik je, muzika je, meditacija je, ona se sprosti, za njo je to balzam, ona je v telesu svojem, ona je doma. Ne pa vprašaj, ali rajš na sestanku Gahara, ali rajš tam, čeprav tudi tam rada Gahara, ampak se vaga prevesno. Jaz mislim, da je to tako družbeno odraz družbenih vrednot, ne? Ker mi bolj vrednotimo nek ekonomski uspeh, s tem smo tudi začela, in ženske so se, jaz bi se tudi, v to prilagodila. Se pravi, hierarhija je postavljena generalno tako, da tisti, ki je najbolj uspešen, je na vrhu, tisti, ki je najbolj služ, je na vrhu. In mislim, da pa te vrednote, to družinske vrednote, so pa manj pomembne zdaj. In zdaj imamo problemček. Ampak to je zelo, zelo taka spolska tematika. A te lahko vprašam, koliko imaš časa? Imam časa, dosta. Aha, ok. Ja. Da te ne bom preveč zadrževal. Mislim, kje ti to opažaš? Jaz sem to opazil v biznisu, opažam v družbenem diskursu, recimo po tvojih objavah, pa stvarih, ki jih globalno tudi spremljam politično. Ker si rekel feminizem, to pomeni toliko različnih stvari. Okay. Jaz sem tudi za feminizem, ampak določen del tega. Jaz mislim, da ta politični feminizem ogromno škode prinaša predvsem ženskam in posledično moškim. Glih zaradi te porušene dinamike med tema dvema principoma. Jaz sem pač zagovornik tega, da mislim, da je generalno boljš, da moški princip vodi. Ponavadi ima moški več moškega principa. In karkoli daš ven iz ravnovesja, te bo življenje spet probalo dati v ravnovesje. In tukaj mislim, da s tem kar si rekel enakost, s tem se ful škode ustvarja. In mladi fantje tudi ne upajo izraziti moškega principa. Ne zaradi tega, ker ženske so mogle prevzeti vlogo, ne vem kaj je prej, kura ali jajce, niti ni pomembno, ampak tako vidim neko tako porušeno dinamiko v družbi. In ful dobro, da ti se v bistvu s tem glih ukvarjaš. Mislim, da je to ful pomembno. Ja, kot si rekel, opazil si in jaz si verjetno včasih nakopljam dosti sovražnikov ravno s tem, ker pišem stvari, ki niso ravno tako zelo prijetne, ker niso samo všečne, ampak meni dol visi, ali so všečne ali niso. Ja, se tako je prav. Ja, jaz pač stojim za tem in znam vedno argumentirati, zakaj sem to napisal. In priznam, da včasih malce vržem kost zaradi tega, da vidi dejansko človek na sebi ali pa da drugi vidijo recimo, kje se lahko še mi zatikamo. In da namesto, da bi sodelovali, skušali najti nek konsens ali pa nek kompromis ali pa nek dialog, da mi še vseeno preveč skušamo tekmovati. Ne, mi smo pa take, Lej, dajmo pogovarjajmo se. Veš, ker mi si lahko interpretiramo stvari na naš način, oziroma si jih vedno. Če jaz pa od tebe dobim preko komunikacije, kako si pa ti neko stvar mislil, pa si jaz ne bom več interpretiral na svoj način, ker si mi ti povedal, kako si ti to stvar zamislil. In potem jaz lahko moja
interpretacijo čist zgrešeno. Ti si pa mislil čist nekaj drugega. In to se velikrat med moškim in žensko dogaja, ne, da ko na koncu prijeta, ampak jaz sem to mislila, ampak jaz sem ti to rekla, ampak jaz v končni fazi sva isto mislila, samo drugače sva to si nekako interpretirala. Ne. Interpretiramo pa zmeraj na podlagi nekih izkustev, pa ponovadi ta izkustva so kakšne bolečine, recimo, ali pa te vzorci, ki smo jih bili mi deležni pri naših starših ali pa v našem odraščanju. In zanimivo mi je, ne, da moški, recimo, ne upajo stati, predvsem zaradi tega, ker oni ne vejo, kdo oni so. Ker če bi oni vedeli, kdo oni so, potem bi oni stali v svoji resnici in bi to resnico, ne glede na vse, bi jo zagovarjali ves čas. Ne? Ker če ti res ne ugotoviš, kdo ti si, potem ti ne boš mogel vedeti, zakaj si pravzaprav ti sploh svojo žensko. Ker ti moraš vedeti, zakaj si svojo žensko. Ja. Ker se greš ti ljubiti svojo žensko, ti moraš vedeti, zakaj se greš ljubiti z njo. Zdaj, če tvoj odgovor, lahko ne vem, da se bom sprostil, napetost, ki se me je nabrala čez dan, čez teden, v redu, je to en odgovor, če ženska tvoja to tolerira, v redu, ima ta super zvezo, lahko ona je vprašanje. Ampak če se ti veš in vsak moški, jaz ga nagovarjam, da si odgovori na vprašanje, zakaj se želim ljubiti svojo žensko, zakaj se ljubim svojo žensko in kaj lahko jaz njej dam bolje, kot ona lahko sama sebi da. In ko ti odgovori, to so globoka vprašanja. To si moraš čas vzeti, v bistvu, da priješ do sebe, kaj jaz lahko njej dam, kar si ona sama ne more dati. Ker ženska si lahko veliko da sama. Tudi denar si lahko da, ti ne rabi več tvojega keša. Včasih ga je rabila, zdaj ne več. Pozornosti, na Instagramu je ogromno lahko dobiti, tudi ne rabi več toliko tvoje pozornosti. Ampak upam si pa trditi, da v sebi noter v svoji esenci močno hrepeni po tem, kar je, kot si prej omenil s hollywoodskimi filmi, pa tako naprej, ne, da je pač da je ljubljena. Ta ljubezen ji manjka. In ta ljubezen je ratala nižje na lestvici vrednot kot pa uspeh. Je pa po mojem mnenju bolj pomembna, ker brez ljubezni tudi uspeh ni tisto, kar bi. Ker če si ti pač samo uspešen, pa nimaš ljubezni v svojem življenju. Až koliko ženske, ki jaz poznam, ki so uspešne, močne ženske. Vse imajo. Klemen vse imajo. Vse, kar si zaželi, ima. Lahko gre kamor hoče, ima dovolj keša, ima super stanovanje, ampak ona nima nekoga, ki bi jo ljubil. Ona nima moškega, ki bi jo stisnil. Prvič, verjetno, zdaj zakaj, lahko samo predvidevam, ali je prizadeta že tako v življenju, da se je zaprla, ali ne verjame, da si zasluži sploh takšnega moškega, ali ne verjame, da sploh obstaja takšen moški, ali pa se ona ne upa odpreti temu, ker šele, ko se bo ona odprla, jo bo takšen moški videl. Se sam veš, v bistvu, kakšna ženska ti privlači. Ja. Včasih, ne vem, ko smo bili mlajši. Mene trde ne. Ja. No, mislim, čisto povem. Lahko je super uspešna, vse, ampak če je trda noter, je pač odvratna ti celo. Tako kot moški ni nujno, da ima full cash, da ima vse, ampak če on tam za njo, če on prijazen, če on se čuti, da jo ljubi, da ona čuti, lahko je zaradi mene pismo busboy, ampak on bo znal žensko odpreti, on bo znal njo nasmejati. On ne bo stvari vzel osebno. On bo svojo zavest odražal na čist drug način, kot pa recimo, ima hud Rolex, podzim, hud avto, baby pejta, zdaj pa sem jaz vse naredil. Deleč od tega, za kakšno žensko mogoče se to rečejo pač, ko rečejo fake tits pa fat wallets, nekako skupaj. Ja. In je pa problem, ker moški velikrat želimo ugajati tem ženskam in želimo pač, da se ti odloči, kam bi šla, ker jaz bom kamorkoli, meni je vseeno, on je pa daj pismo stari, odloči se že, mislim, veš, on se ne zna odločati in velikrat namesto, da bi preživel 1 uro z njo, 100%, o popolni prisotnosti, ji dal vso ljubezen, on rajše včasih gre z njo, kljub temu, da si želi biti nekje drugje, recimo. Želi si biti, želi si delati, želi si biti s svojimi prijatelji, želi si iti za vikend nekam, pa ne ti bo, pa grem s tabo na večerjo. In ta večerja bo saks. Zato, ker on ni želel biti na tej večeri. On je na tej večeri samo zaradi tega, ker je ona želela, da je on z njo na tej večeri. In bo ona to čutila in bo on to čutil. In kako si, v redu je večerja, dobro je, a noter bo ta oba dva vedela, da je to saks. Ja, podredil se je, ne. Čisto, ne. Glih zdaj razmišljam o tem, razliki med podrejanjem pa tem, da sprejmaš nekaj, ne. Je v bistvu notranje stanje je razlika, ne. Ti v bistvu, ko se podrediš, narediš eno akcijo, ki ne želiš narediti. In noter tvoje telo ve, da je ne želiš narediti. In se podredil. Ne? Ko pa ti sprejmaš nekaj, si pa ti noter prosta. Ne? In akcija niti ni pomembna. Ne? Ja, lepo. In pa se ne rabiš podrediti. Ne? Ker
sprejmeš odgovornost za posledice, ki sledijo s tem. Kako je ta beseda prišla danes ven? Ja, ne, res je. Po mojem, sploh za moški princip se mi zdi, da je kar ful relevantna. Ja.